Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Sobota je, ura je 19:15, kar pomeni, da smo mi redi za novo dozo zelo zanimive tematike in še bolj zanimive debate. Danes bo oddaja nekaj posebnega. Danes bo oddaja polna nostalgije in pravih slovenskih, evropskih in verjetno tudi svetovnih zvezd. Ja, zdi se mi prav, da ne pozabimo na ljudi, ki so tlakovali pot vsem tistim, ki so prišli za njimi, kar v Sloveniji zelo radi pozabljamo. Recimo v Ameriki se spomnim primera Michaela Jacksona, ki je bil največja zvezda na planetu, pa se je vseeno rad poklonil svojim idolom od Gina Kellyja, Sammya Davisa, Freda Astera, Jamesa Browna in podobnih, kar v Sloveniji ponavadi ni ravno primer. In da ne bomo mi samo govorili o nostalgiji in tistih ljudeh, ki so jo tlakovali, bomo mi imeli tudi posebnega gosta, dame in gospodje, in ne boste verjeli, kdo bo danes z nami. Ne? Tukaj imamo dve varianti. Ne? Ena je Roger Moore, ena je Lado Leskovar. Roger Moore je žal že pokojni, Lado Leskovar pa niti približno. Ali kot rad rečem, dobrega seksa in Lada Leskovarja ni nikoli preveč. Ja, dame in gospodje, danes bomo govorili o karieri, delu in življenju Lada Leskovarja, žive in živahne legende, torej poslednjega slovenskega Jamesa Bonda, ki je začel kariero ravno leta 1962, ko je izšel Dr. No, prvi James Bond s Seanom Conneryjem, in Lado Leskovar torej bo danes z nami in bo razpravljal o vsem mogočem. Poleg njega pa bo se znašel Zdravko Erjavec. Zdravko Erjavec je pa dolgoletni novinar naše nacionalne televizije, velik zbiratelj zgodovine slovenske televizije in radija, torej človek, ki skrbi za to, da se starih legend ne bo nikoli pozabilo. Vem, da bi moral ta oba fanta onikat, ne samo vikat, ampak ker jo osebno poznam, ker smo skupaj žurali, pili in hodili po nočnih klubih, bom oba tikal in mislim, da mi ne bota zamerila. Tako da, dame in gospodje, pozdravljam zdaj tukaj z mano v živo Lada Leskovarja in Zdravka Erjavca. Lado in Zdravko, dobrodošla v Nov Faktor. Istok, lep pozdrav, predvsem pa Zdravko, tu najbolj topel pozdrav. Zelo dolgo se nisva videla, tudi ko sem jaz bil še v službi, se nisva glih vsak dan videla, ampak spomini na Zdravkata so fenomenalni. On je bil ena posebna osebnost v tem zavodu, kjer se jaz z vsemi nisem najbolj zastopil, ampak Zdravkotam sem se pa odlično. Evo. Zdravko, bom dal najprej tebi besedo, da ne bo zdaj Lado začel o samem o sebi govoriti že na samem začetku, čeprav Lado vedno pravi, da se dobro blago samo hvali, ampak Zdravko, vseeno da te vprašam. Naslov tile naše prve teme je Lado Leskovar, poslednji slovenski James Bond. Lej, s komerkoli se pogovarjam, v Lado Leskovarju govori s samimi presežki, kako je on lepo pel, kako je on dobro zgledal, kakšen gospod, gentleman in velika zvezda je bil in je. On je bil tudi v Rusiji superstar, verjetno večji kot oklepnica Potemkin, če rečem tako. In Zdravko, ti se spoznaš na nostalgijo, ti si spoznal vse možne ljudi v Sloveniji, starejše in mlajše. Se strinja z mano, da večjega kot Lado Leskovar ni in ni bilo. Izvoli. Najprej voščim en prijazen dober večer. Cenjenima najprej tebi, spoštovani gospod voditelj, gospod Istok, moj poklon gospodu Leskovarju. Moram reči, da me je tako lepo predstavil, tako prijazno povedal o meni in tako naprej. Res je. Spomnija se z nostalgijo tudi, danes bo tekla beseda o gospodu Leskovarju. Dobro, jaz sem res precej mlajša generacija od gospoda Leskovarja, ampak vendarle dovolj star, odraščal sem tam rojen še, to lahko izdam, v 50 letih prejšnjega stoletja. To se pravi, da sem pravzaprav rasel slovensko popevko in tako naprej. Moj oče je bil v bistvu zelo napreden, smo imeli televizor že leta 64, tako da sem že
od vseh začetkov se spomnim, sem bil osnovnošolci in sem občudoval najprej te glasbene oddaje, tudi šolske oddaje. Ja, Lada, moram reči, da se spomnim teh njegovih prvih pesmi, prvih popevk in absolutno se strinjam, da on je zagotovo bil poosebljanje James Bonda, se pravi doktorja Noa, kot si ga omenil in tako naprej, se pravi Seana Conneryja in tako naprej. Skratka, moram reči, da sem ga jaz prvič občudoval kot pevca, z izjemno lepo barvo glasu, z izjemnim glasbenim razponom, z izjemno lepo dikcijo. Jaz vam veliko, sem zelo občutljiv na lep jezik in tako naprej. Lepa barva glasu, vedno se spomnim pokojne Ajde Lesja Kaland. Veš, kako mi je rekla Iztok? Da je lepa barva glasu od Boga dana. To se pravi, da je Bog dal Ladu tako lepo barvo glasu. Svoj talent je najbrž prepoznal že, bom rekel, najbrž že v dobi v srednješolskih klopih. Mislim, da je on pomorščak, če se ne motim, lahko me popravi. In najbrž je pa začel zgodaj, že leta 1962 in če se ne motim, je bil zelo moder mož, že leta 1962 je takoj poskrbel za svoj status in tako naprej. No, tule ga vidimo, to so posnetki iz leta 1964, ampak jaz bom predvsem omenil, mogoče malo kasneje, jaz se bolj spomnim njegovih popevk tam 68 leta 69, ko je upeval Tanjo, jaz jo še danes rad poslušam, potem strašno mi je bila všeč Špela, ravno tako slovenske popevke. Velik vtis je name napravila pesem Poraz, mislim, da so te pesmi bile nagrajene, Poslednji vlak, skratka, še in še pesmi. Treba pa povedati, da je Lada pozna praktično vsa juga. Lepo si tudi povedal, koliko je gostoval po celem svetu. Skratka, Lado Leskovar je pevec, številka 1, zagotovo v Sloveniji, v nekdanji Jugi in kot smo rekli, pozna ga pa tudi Rusija. Toliko bi jaz povedal Ladu za začetek. Hvala lepa. Lado, zdaj pa da dam tebi besedo in te vprašam najprej to, kako je govoriti o samem o sebi, ker to je v bistvu višek vsega, da lahko neka legenda govori o sebi po toliko letih na televiziji. Ali se motim? Izvoli, kaj bi povedal o sebi? Povej, kaj bi povedal o sebi. Težko je karkoli povedati. Jaz mislim, da ljudje me poznajo, kolikor me ne, se bom dal še spoznati. Nastopam že 60 let profesionalno, posnel sem ogromno pesmi. Všeč mi je, ki je Zdravko prej povedal par naslovov pesmi, ki niso bile najbolj popularne, tako kot si ti povedal, da bi rad slišal Vse rože sveta, čeprav je bila na Euroviziji, tudi ni bila med najbolj popularnimi mojimi pesmimi. Zanimivo je, da me je leta 1964 pravzaprav na površje jugoslovanske scene, balkanske, vrgla pesem Potraži me v Predgradu, ki jo napisal Zdenko Runič. To je ena redkih, ki jih ni pel Oliver Dragojevič. In potem sem gostoval po vsej Jugoslaviji, na kar sem bil izgnan iz Slovenije, tam sem imel bunker, ker nisem bil lik socialističnega pevca in sem 17 let preživel v Beogradu in od tam hodil okoli. Tako da ne bi sam o sebi nič kaj dosti govoril, jaz mislim, da me morajo moja dela in posnetki pokazati. Bova se vrnila na tole, Lado, ampak zdaj si bomo privoščili vsaj kakšno minutko morda te tvoje pesmi, s katero si zastopal Jugoslavijo na Euroviziji, Vse rože sveta. To je meni ne samo tvoja najljubša pesem, to je meni ena izmed najljubših slovenskih pesmi vseh časov in pesem, ki bi si gotovo zaslužila več pozornosti in več bom rekel, tega hvaljenja, ker tako dobre pesmi, po mojem skromnem mnenju, jaz se jo ne spomnim pri nikomer drugem. Tako da, dame in gospode, dajmo si pogledati ta veličasten
Lado nastop na Eurovizijskem modru in kako on tam šarmersko, pozersko, James Bondovsko, on to prepeva, kot da ne ve, da je lep, ne. Dajmo si pogledati malo tega nastopa. Režija, prosim. Ja se oproščam, a je bilo to leta 67? Prej je bilo, mislim, da je bilo prej. Leta 67. 67. leta. 67, ja. Na Dunaju. Bravo. Na Dunaju. Ja, ok, Na Dunaju režija, prosim. 67. v maju, kot ponavadi. Piše protest song. Vse rože sveta. Strel samo za pozdrav in za slovo je planil noč. Sredi trav pokopan, tu leži, kjer je pal, brez besede na ustih. Jaz pa čakam, moje drage, tim božanje las in besedi dve, brez besed, sredi trav, ko pomlad je tu. Zakaj me ta beseda trobente spominja na tiste, ki nimajo več pravih besed na ustih? Le zakaj vse te rože sredi polja leže in tropnijo, da bi vsi ti ljudje zaslutili čas in pomlad, ki za vse je en kraj samo. Ja, tole pesem Vse rože sveta seveda nisem prekinil, ker bi to bil zločin, ne, in sem se odločil, da jo spustim do konca. Gledam pa vmes seveda med tole vdajo, tole prekrasno biografijo Lada Leskovarja za naslovom Ena sama ljubezen, ne, ki mi jo je Lado pred časem tudi poklonil, ne, in tu na zadnji strani je seveda Vanessa Redgrave, znamenita britanska superzvezda, ki jo Lado Leskovar vozi s temle Bugatijom, ne, in prepričan sem, da je on eden redkih, edini, ki mu je to uspelo v Sloveniji, da ne govorimo o vseh drugih njegovih poznanstvih in tisti njegovi znameniti mizi, ki jo ima doma, za katero so sedeli od Roger Morja, Kemala Montena, Radeta Šerbedžije, Bajage in še ne vem koga vse. Skratka, Lado Leskovar je res legenda, ki ga tudi jaz izjemno spoštujem. Zato mene zdaj nekaj zanima, ne? In to vprašanje bom najprej naslovil na celo Slovenijo, na odgovorne ljudi, potem pa še na te, Lado, ne? Kako je mogoče, da neko tako veliko persono, osebo, zvezdo, ikono, legendo v Sloveniji zadnje čase ali pa že nekaj časa nesramno pozabljajo? Spomnim se nedavnega praznovanja in poklona znamenitemu skladatelju Mojmirju Sepetu, s katerim si, Lado, tudi ti velikokrat sodeloval. Kakor vem, te tja niso poklicali, da bi zapel vsaj eno pesem ali da bi ljudem vsaj pomahal. Da ne govorimo o kakšnih drugih oddajah, kjer drugi ljudje pojejo tvoje pesmi, kar je, kot je prej Zdravko v offu povedal, že kar neko pravilo v Sloveniji, namesto da bi povabili legendo, ki je to pesem pela, jo raje poje nek drug pevec, ki sicer ni slab, ampak to ni isto, razumeš, to ni isto. In Lado, vprašam te to, ti si
si veliko ime, ti si dal ogromno skozi, ti imaš imidž, imaš ugled, imaš vse, kar potrebuješ, ampak imaš kljub temu težave, recimo z nastopi, s promocijo novih izdelkov in tako, in te vprašam, kako pri milem Bogu je mogoče, da lahko v Sloveniji pozabijo na takšnega umetnika, kot je Lado Leskovar. Izvoli. Hvala, jaz ne bom to komentiral, upam, kako se je to rekel včasih iz tvojih ust v Božja ušesa, tokrat ne gre v ušesa glasbenih urednikov, novinarjev, vodstva našega zavoda RTV, ki ga cenim in ne bi sploh to, ampak če dovoliš, da se vrnem samo s par besedami, dragi moj Iztok. Besedilo za Vse rože sveta je napisal Milan Lindić, ki ga tudi ni več, in njegova soproga si je želela, da so na pogrebu vrteli to pesem na Žalah. Jaz sem bil tam in to. Drugič, to je res posebna pesem, predvsem kar se tiče besedila, ker je točno napovedala, kaj se bo zgodilo čez pravzaprav 1 leto, ko so Rusi lepo okupirali Češko. Pravzaprav je to vse napovedano, kaj se bo zgodilo. Milan Lindić je bil prerok, to ni res. In jaz sem vse to posebno potem čez 1 leto še to bolj čutil. Trobento na posnetku je igral avtor, Milan Koder, avtor glasbe. Aranžma je napisal pa vidiš, Mario Rjavec, tako. In cel kup stvari je, ki mene vežejo na to pesem, od čudovitih ljudi, s katerimi sem sodeloval. In nažalost, ta pesem se niti ne vrti na radiju, na koncertih težko, ker zahtevajo druge stvari. Ne v opravičilo, v razlago. Zdaj pa, če se lahko majčken vrnem k James Bondu, na par besed lahko. No, daj. Gre za to, da sem jaz Seana Connerja nisem spoznal, ampak sem pa se to spoznal in družil se z gospo, ki je nastopila z njim, z Ursula Anders. In sicer v Rimu sva se srečala, bila je zelo zanimiva, sicer majčkena, ampak vse je bilo po višini, mislim, majhna. Pa vse je bilo prav razporejeno, tako kot se mi je to zgodilo kasneje z Liz Taylor, ki je tudi po višini ne velika, ampak po osebnosti ogromna. To so te stvari, ki jih jaz upoštevam, kakšen je kdo, ne samo na pogled, ampak vse ostalo. Izvoli, nadaljuj, prosim. Ampak, Lado, lej, ne boš se mi povsem izognil, ne boš se mi povsem izognil, moral te bom še enkrat vprašati, ne, te ne moti, da kdaj pa kdaj pozabijo na te. Ali si se navadil na to? Vsaj to mi povej. To me zelo moti, predvsem me je motilo, ki je bila 75-letnica Big Banda, s katerim sem jaz pel z vsemi dirigenti, ki so ga vodili, od začetka z Bojanom Adamičem, pa s Privškom, pa s Petom, pa z Lojzetom Kranjčanom, pa vseh, ki so bili še vmes. Zraven tega, naredili so scenarij, ki ni bil ničemer podoben, ker če delaš eno 75-letnico orkestra, moraš upoštevati predvsem to, kdo je bil v tem orkestru. Tam je bilo cel kup komponistov. Skoraj nihče ne ve, da je pravzaprav narodno-zabavni muskontar, ki je bil Avsenik, Vilko Avsenik, napisal Zvezde padajo v noč, za katero, ki je bila na Slovenski popevki leta 62 še celo nagrajena. Tam je bil Ati Sos, čudovit komponist, je Sepej igral v tem orkestru, je Urban Koder in še cel kup drugih. Praktično teh, ki so delovali iz tega orkestra, nismo slišali na njihovem prazniku. Zraven tega, tam sta samo 2 moška izvajalca bila in ko sem jaz vprašal, zakaj ni več, ja, te nimamo moških pevcev. Jaz nisem hotel reči, da mislim, da so še moški, pa cel kup imamo odličnih moških pevcev. Zraven tega, tam so pele deklice, ki so sicer lepo pele, ampak lepo pet ni dovolj. Pesem mora biti lepo zapeta, ampak mora imeti pa še nekaj več. In če mi tam ena punčka 18 let stara poje Poletno noč, veš, da to ne gre skupaj.
Lado, če smem dati še Zdravku besedo, predno bomo skočili v reklame, ker čas ekspresno hitro mineva. Zdravko, no da tebe vprašam, zakaj misliš, da prihaja do takšnih napak, morda celo anomalij, če uporabim ta izraz, se pravi, da novejša garnitura ljudi, ki odločajo o tem, res pozablja na pristne stare legende, ki še vedno živijo, ki še niso odšle vse, ne? Mnoge so odšle, pa ko odidejo, nam je pa žal, ja, pa tak je fajn pel, pa kak je bilo takrat fajn, je pa sej še vedno tu, pokliči ga, z veseljem bo prišel, saj še ni na invalidskem vozičku, je bemtiš, ne? Torej, Zdravko, ti mogoče malo več veš ali pa tudi ne, no, zakaj misliš, da ne pokličejo tistih ljudi, ki bi jih morali? Ali sem jaz res preveč obremenjen s to nostalgijo, pa je pač svet šel naprej? Torej, daleč od tega, da bi bil preobremenjen s to nostalgijo, jaz pravzaprav gledam zadevo takole. Radio Televizija Slovenija doživlja tako imenovani prepad generacij. In s tem prepadom generacij se zelo pozablja na tako imenovane legende. Da malo karikiram, jaz pravzaprav imam skozi dan doma, poslušam Vala 202, ne poslušam, iskreno priznam, da ga ne poslušam. Poslušam prvi program in pa tretji program, tam so zahtevnejše vsebine in tako naprej. In bomo tako rekli, tako kot je Lado že prej lepo povedal in mislim, da je zelo pravilno ugotovil, da pravzaprav tiči krivda na urednikih. Treba je lepo povedati, da pravzaprav na Radio Slovenija so se uredniki, govorimo o glasbenih urednikih, popolnoma zamenjali. Zdaj, koliko oni poznajo slovensko klasično popevko, ne vem niti, a so glasbeno izobraženi ali niso. Mene pravzaprav že od nekdaj motilo, da pravzaprav, ko so ljudi vzeli v službo, da jih niso malo podučili zgodovino radiotelevizije. Zato nekateri se obnašajo tako, kot da se je radio in televizija, da se je začelo s temi ljudmi, ki zdaj prihajajo. Zdi se mi, da ko se je upokojil Dragan Bulič, se pravi, to je za moje pojme še vedno eden najboljših glasbenih urednikov vseh časov, največjih poznavalcev, in potem Andrej Lenič, kdo je potem še bil, Meri Avsenak, Jerma Rauch. Skratka, to so bili ljudje, ki so redno uvrščali v program, bomo rekli, zlata 60. leta. Se ni treba, da smo tako nostalgični, da samo to poslušamo, ampak da pa vi v enem celem dopoldnevu ali pa popoldnevu ne slišite niti ene popevke, katere so napisali pesniki, ne, pravi pesniki, Elza Budov, Svetlana Makarovič, Milan Lindič, ki ga je prej Lado tako lepo omenil, hvala Bogu, sem ga je še poznal in še enkrat moj poklon tej res prečudoviti pesmi in tako naprej. Moram reči, Lado, kapo dol in moj poklon, ta pesem je fenomenalna, mislim, meni so šle kar dlake po konci, ko sem to poslušal. Skratka, jaz mislim, da tiči, da se teh pesmi ne vrti, da se ne vabi v programe, ali pa da se ne povabi recimo na eno poletno noč, da so krivi pravzaprav zdajšnji uredniki, recimo, ko smo ravno pri Ladu. To sem se zelo, zelo zapomnil. Leta 2018 je radiotelevizija praznovala 90 let Radia Slovenija in 60 let Televizija Slovenija. In me je presenetilo, dobro, bila je Elda tam, ampak jaz sem pričakoval še legende. In reci in piši, pričakoval sem nastop Lada Leskovarja, niti ne vem, kako se ta mladec piše, še en del besedila je pozabil, namesto bi Lado Leskovar zapel to imenitno pesem, je nekdo drug obul si čevlje, očitno se je obul prevelike čevlje in smo potem njega poslušali. In mogoče še ta misel, da skrajšam, tudi leta 2016 se mi zdi je bila ravno tako poletna noč. To se je zgodilo, da je recimo Ivo Mojzer je bil takrat izjemno prizadet, pričakoval je, da bo on zapel Dečka z ulice. Gospod Jože Privšek je to pesem izključno namenil njemu in je res fantastično zapel in se fantastično vživel v pesem, ampak so povabili spet nekoga drugega. Vendarle mislim, da pevci, ki še živijo, ki imajo glas,
tako kot ga ima Lado Leskovar, ki ga vabijo v Beograd. Jaz zelo spremljam Beograd, tudi beograjske oddaje in tudi hrvaške, bomo rekli hrvaško televizijo, in vem, da imajo oni popolnoma drugačen odnos do legend kot Slovenija. Tukaj se bomo mogli popraviti. Zdravko, gremo mi v reklame in pridemo nazaj. Predno bomo nadaljevali z našo zadnjo temo in torej se lotili finala naše oddaje, moramo seveda zavrteti tokrat sam en delček tele prekrasne pesmi Lada Leskovarja Potraži me v Pregrađu, torej pesem, ki je naredila Lada Leskovarja in pesem, na katero je Lado tudi najbolj ponosen in pesem, na račun katere so se takrat in verjetno tudi danes vse punce v njega tudi zaljubile. Režija, prosim, en delček te prekrasne večne pesmi. Puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, neku duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštavi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima? To je ta izjemen vokal, in jaz se res ne čudim, da je Lado Leskovar postal tako velika zvezda, osvojil tudi Rusijo, cel Balkan in še širše. Tako da, lej, nimam kaj dodatne. Bi pa, Lado, predno nama zmanjka časa in predno te bom direktno spet vprašal za zadnjo temo, te prosil, eno knjigo imaš tamle zraven, ki jo je napisal Michael Palin, torej znameniti član ekipe Monty Python, velika legenda in tudi, bom rekel, človek, ki ga tudi jaz obožujem, in notri mislim, da si tudi ti v tej knjigi, kaj si mi prej prišepnil. Zdaj to pokaž. Tukaj sem jaz v tej knjigi, ne vem, če se bo videlo, fotografija Evo z mojo Verico, in to je slika Michael Palin, Martin, Verica in jaz. Aha. Evo. In, mičken višji odvigni, tako, mičken višji odvigni, evo, tako, super. No, in to se je zgodilo zato, ker je Michael Palin pisal knjigo New Europe in iskal je sogovornika tukaj pri nas, čeprav Polk je krivo končal, rekel, da mi nismo New Europe, Slovenija predvsem ne. No, ampak vse takrat in je on sprašval in mu je Vanessa Redgrave rekla, moj Lado vse to ve, njega poklič. In me je poklical in sva se vse dogovorila. In potem je prišel na Bled in smo na Bledu, tej kukar Titovi kraljevi vili, sva se pogovarjala dolg časa, pa zapel sem mu, pa je kar debelo gledal, kako jaz kar brez vaje, ko to zapojem in tako. In potem sva se še ne dvakrat, trikrat srečala v Londonu. Lahko se pohvalim, da me je Michael Palin povabil in pelal na kosilo v Londonu. In izredno zanimiv človek. Jaz imam srečo, da sem zanimive ljudi spoznal, tudi ti si eden takih, da boš vedel. Večkrat se moram to tebe dotakniti. Tudi Zdravko je tak, Zdravko, če bi bil on na mest Karlah z istim priimkom, v politiki bi bilo veliko boljše, evo, tako da veš. Ne, zanimivo, Lado, mi je to, dobro, Michael Palin, tudi legenda filma Riba z imenom Vanda, ne, da kdo ne bo pozabil to, ampak zanimivo je to, Lado, pri tebi, ne, ravno zdaj je glih naslov tu novi od spodi, kaj se lahko mladi naučijo od starejših legend, ne, ti te zgodbe pripoveduješ tako, da bi jaz rekel, da sem šel s svojim pujem pač na sprehod, ne, ja, malo me je poklical Michael Palin, malo smo večerjala, potem me je James Bond, Roger Moore povabil v Monako, malo da kakšno spijeva in rečeva, ne, in ta razkorak, ne, razumeš, je meni fascinanten, ne, med
tabo in potem med temi mladimi, ki so prišli, ne, oni bi morali dejansko k tebi priti in reči, gospod Lado Leskovar, pomagajte nam, naučite nas, kako je treba peti, kako se treba obnašati, pridite na naše nastope, budite naš mentor, ne, razumeš, in te vprašam, pogrešaš mogoče to, da bi mlajša generacija se več naučila od starejših ljudi, ki imajo vendarle, ne glede na karkoli, ogromno izkušenj, znanja in kilometrine. Izvoli. Stvar je taka, jaz imam srečo, da so me vsi ti ljudje sprejeli kot sebi enakega. In to je največ, kar lahko doživiš. Tle niso pomembni denarji, ampak enostavno, jaz sem se v njihovi družbi počutil kot doma in oni so se počutili z mano tudi tako. In to je največje bogatstvo, ki sem ga jaz v življenju dobil. Da sem ogromno ljudi spoznal in so me imeli za svojega. Nič ne bi mlajšim kaj govoril, na koncev mi smo imeli že doma navado, da smo spoštovali starejše in se od njih učili, to jaz danes vse bolj pogrešam. In evo na sliki z Bajago, tudi pri njemu sem bil in on je bil tukaj in njegova mama je Bajagi rekla, zdaj, če te je pa Lado sprejel, ker je on bil gost meni na koncertu, pol si pa ta prav pevc, pol pa znaš. Ne moram pa, da se sam ne bi hvalil. Ja, lej, nimaš kaj. To možnost. To si se od mene naučil tudi, ne? Zdravko, da tebe vprašam, kaj pa ti meni? To smo pa mi dva, Lado, glej, to smo pa mi dva, dve veliki legendi na kupu, ne? En mladi lep in en star, ne? Tako, brez starca. Tako, Zdravko, da tebe vprašam, kaj pa ti meniš, no, glede na to temo, pogrešaš mogoče v Sloveniji to, da bi mladi več prisluhnili starejše in zakaj mladi pevci, pa ne vsi, no, saj ne smemo to posploševati, mnogi tudi radi posodelujejo, recimo z Oto Pestnerjem, vem, da mnogi posnamejo kakšen duet, pa se mu poklonijo, pa na vse zadnje tudi Bigfoot mama z Rockerskih vod, z Lojzetom Slakom sodelovala na nekem koncertu, ampak v globalu, tej popevki se mi zdi, da pa tega manjka, torej, da bi se mladi, ne to, da zapojejo pesem nekoga, ker je v neki vdaji morajo, ne, ampak da bi se prav z njima, veš, povezali, podružili, posrkali nekaj od njega, šli, ne vem, na njegove koncerte mogoče, no, zakaj tega ni, ali pa se jaz motim, Zdravko, kaj ti meniš, no? Mislim, jaz v bistvu zelo obžalujem pravzaprav, da legende pri nas, kot je gospod Leskovar, resnično niso upoštevane, da ne dobijo tega mesta, ki bi ga morali dobiti. Saj to je tudi na drugih področjih, žal je to tako, ne vem, a so nekateri mladi, da ne bom posploševal, tako polni samega sebe. Od Lada Leskovarja, takšne legende bi se lahko naučili nastopanja, stila, uglajenosti, šarma, delovne discipline, delavnosti na vse zadnje, vztrajnosti. Prej smo mogoče malo pozabili tudi, kar se tiče Ladovih nastopov, še v 60-ih letih, ko sem bil jaz mladec, ko sem pravzaprav odraščal. Takrat pravzaprav ni bilo toliko teh oblek za dobiti. In jaz sem še danes fasciniran, kako je bil pravzaprav Lado v bistvu dobro oblečen, samo da je bil tako dober pevec. Kako se je znal obleči? Danes ima vsak svojega stilista, ta mladina, ki poje, prepeva, si bo napovedovalci, voditelji in tako naprej, tudi pevci. Ne vem, kako se je Lado takrat našel in tako naprej. Tako da jaz sem vedno se čudil in nekako divil tudi stilu, načinu in tako naprej. Predvsem jaz mislim, da bi se od starejših legend lahko naučili, predvsem bi jih mogli bolj spoštovati, no, to resnično pogrešam.
Jaz predlagam, fanta moja draga, da si mi ob koncu tega našega druženja in pa sta vidva to. Tako sta mi všeč, da vaju bom povabil tudi v jutrišnjo vdajo in da bomo naredili nadaljevanko, ker mislim, da se imamo ogromno za zmeniti, tako da tudi jutri bosta glavna in tudi v jutrišnji vdaji bom z vama govoril, to zdaj že lahko našim gledalcem izdam, zato si bomo zdaj ob koncu, najprej se vam seveda zahvaljujem, tebi Lado in tebi Zdravko, seveda še posebej obema skupaj, mi si bomo ob koncu privoščili pa pesem, ki jo pa jaz tudi zelo pogrešam na radijskih valovih in pesem, ki ima tudi na YouTubeu strašno malo ogledov in to me zelo žalosti, kajti to je pesem, Frank Sinatra je imel My Way, Lado Leskovar ima pa Grešijo sam, dame in gospodje, in to je ena taka retrospektiva Ladove kariere, v kateri pravi, da mu je žal, da ni grešil še bolj. Torej, družba moja draga, jaz se poslavljam za danes, vidimo se v 2 ponovitvah te vdaje in pa seveda jutri znova v živo z Ladom in Zdravkom. Zdaj si pa torej do konca privoščimo pesem Grešijo sam, kjer je res prekrasna. Režija, prosim. Grešio sam mnogo, a sad mi je žao što nisam još više i što nisam luđe, jer samo će gresi kada budem pao biti moje delo, a sve drugo tuđe. Grešio sam mnogo, učio da stradam, leteo sam iznad vaše mere stroge.